Lepo pozdravljeni na občini Slovenske Konjice. Danes gostimo prav posebne goste. To sta dr. Nec Jelen iz organizacije Eksena iz Šentjurja, ki je hkrati tudi avtor prevoda deklaracije o načelih strpnosti, ki je šla v lanskem letu, in pa gospod Gregor, ki mu pri tem pomaga. Današnji namen je, da se tudi širšo javnost seznanimo, kaj pravzaprav ta deklaracija je, kaj pomeni, kaj prinaša. Mogoče čisto na kratko bom poprosil avtorja, da predstavi to deklaracijo o načelih strpnosti. Vemo, da je v bistvu po 20 letih zagledala tudi slovenski prevod. V originalu je šla pod okriljem UNESCO v Parizu in seveda mi smo vedno korak zadaj, pa vendar nikoli ni prepozno, jaz temu rečem. In dr. Nec Jelen, izvolite, da nam predstavite namen in pa mogoče še kakšno zanimivost v zvezi s tem. Ja. Najlepša hvala, gospod župan. Mi v Ekseni se vam res najlepše zahvaljujemo za ta svečan sprejem, za podporo pri našem projektu promocije strpnosti in deklaracije o načelih strpnosti. Deklaracija o načelih strpnosti, ki jo je sprejel UNESCO, v bistvu zajema razlago, kaj strpnost pravzaprav v resnici je, in tudi poudarja pomembnost, da se ljudje izobražujejo o strpnosti in da se strpnost vnaša v življenje ljudi, ker je v bistvu to osnovni pogoj za družbo, ki temelji na miru, ki spoštuje človekove pa otrokove pravice. In mi v Ekseni si vsekakor prizadevamo za strpnost, imamo izobraževanje na tem področju in naša osnova je prav deklaracija o načelih strpnosti, s katero spodbujamo uresničevanje človekovih in otrokovih pravic. Super. In bi vam zdaj simbolično podarili vam in občini Slovenske Konjice to deklaracijo in si želimo, da bi čim bolj zaživela tudi v praksi. Hvala lepa. Tudi jaz sem vesel, da smo se danes srečali in prepričan sem, da bodo naše občanke in občani, ko bodo opozorjeni na to, da je potrebno biti na vseh področjih strpni, tudi s pridom izkoristili ta namig in s tem poskrbeli, da bo nam vsem skupaj lažje v življenju. Hvala vam lepa za obisk. Najlepša hvala.